pravi, rojeni ste bili v... Pa Dolgorem. Ja. Tu je v bistvu Fara Šentjošt? Ja. Vse pa Šentjošt, mi smo pa Šentjošt spadali. Ja. Kar je bilo na te strani vode, je bil Šentjošt, na drugi strani je bila pa Životaneva. Ja, tako so včas razdelili. S čim se je pa preživljala družina? Pri nas smo imeli malo kmetijo, so rekli, ne par krav, pa konje, pa prašiče, pa njive, malo njive. Pri nas smo imeli mlin, pa žaho. Smo imeli za druge ljudi, pa žaho so imeli. Pri nas je bilo dosti gozda, pa ta zmeraj v kakšne smrike posekal, pa prodajal lesa. Stisno si smo pa... Kmetija ni veliko prinesla, ker je bila mehna, pa slab prostor. In koliko vas je bilo otrok v družini? 8. Koliko so bile pa starosti? 7 punc pa en fant. Jaz sem bila najmlajša, vsi so bile pol. Jaz sem bila mlada, jaz sem bila 10 let stara, kaj je mama umrla. Ampak punce, sestre so šli služiti, pa tako je včas bilo, ne. Hodijo v tovarno, včas so mogli pa za dekle jeti služiti pa hlapce. Kjerga leta ste rojeni? 24. Tu ste že... Ja, sem stara 87 let. Jelka je pa več, je pa že 92. In kako se spomnite začetkov vojne pa... Se veste, kako se je v Šentjošt začel? Malo so že prej hodili, kakšni agenti, naš oče jih je poznal dosti ljudi, pa so že prej, veste, bo treba orožje pripraviti, pa se bo treba boriti, pa ne vem, moj ata je rekel, jaz sem se v eni vojski boril, pa se ne bom nikoli več. Je hitro povedal, da če ne bi kar hodili, pa kar se niso dosti, kako bi rekel, pri nas so se bali, tudi partizani od začetka, pa še bolj, ko so bili enkrat domobranci. Ampak vseeno, so nas fajn. Potem so pa to, vedeli so, da nismo za partizane. En Birt, ne vem, če se spomniš, Birt, ki je bil bataljon, tisti je bil čist komunist. Tisti je včas hodil, pa kaj, malo kakšno reklamo delal, pa ta so hodili. Vse se ga bali že, pa tudi so rekli, njim nič ne moreš zaupati. Je pa šlo pa tako naprej, se je vojska začela. Preden so še bili domobranci, so že hodili partizani okrog, Vse so se dol neki v tistem gozdu skrivali, pa so v Samoturcu skrivali. Jaz vem, še moja sestra je služila za služkinjo tam v Samoturci, ker je bil on Žaklju poročen. Pa so pa šla takrat, on se je že bal malo, pa so šla včas pomagati, pa je rekel včas Jaka Žaklja, da malo pogled, pa malo pozvet, kot so partizani, so malo pošto dosila tudi. Pole pa se pa enkrat, sem bila pa tam, se je pojavil kar en partizan tam prehiš pa s puško, pa se pa ustrašila. On je pa rekel, ti pa nisi tukaj domača. No, sem rekla, ne, jaz sem prišla pomagati delati, zato ker sestra tukaj služi. On je pa rekla, gospodina, veš kaj, Ivanka, den je pa kar. On je šel, ki je v manjo nazaj, in rekel, den je pa ti kar hiter, je pobeg domov. On je pa še na otrok šel, kaj do Seča, smo rekli, da vidi, da se šla naprej, pa nazaj, da bi pa pot, pa nisem nikoli več šla, ker je bilo preveč nevarno. Ja, tako je bilo. Zakaj so pa začeli sploh se v Šentjošt stražarji organizirati? Oni so videli, da je komunizem. Kaj je komunizem? Vsi smo vedeli to, da ni dobro. So rekli, ti bil v Španiji, pa vse posod, ti smo vedeli. Moj oče je rekel, ni bil, kako bi rekel, najbolj pobožen, pa to, ampak je rekel, komunizem ne bo nič dobrega prinesel, tu zamirkajte. Je čist brž je vedel, da tukaj ni nekaj prav. Ja, no. Tako je šlo, pa smo pa nas imeli
že ko so bili domobranci, mi smo 6 mesecev hodili čez mejo spat, tam, kjer je bila Nemčija pa v Italija. Pa smo bili pa ne 2 tedna doma, se pa rekli, se jih nekaj v bližini, pa je doma bolj varno. So prišli pa krast, pa mene pa sestro so mislili odpeljati. Ne vem, sestra je zaslišala, bi okno odprto, se dol po bregu, kar drsa je pa dol na cesto, kar naenkrat je rekla, je bila cela grupa tam na cest, pa so predvideli, da so partizani, ne. Jaz se pa spodaj ležala, pa prileti dol in rekla partizani, bežmo se skret, partizani so tukaj. Pa Jelka pa Mecka ste šli, v Malin pa skozi, je celo malo bolj kasno, tam se še zatem nekaj govorila, se že na vrata potrkali. Takrat sem pa sam butila tudi jaz v mlin. One dve ste bile pametne, ste po vinskem kolesu skozi steno zlezle, pa not pod kolesa, pa so celo noč pol v tisto odstale. Jaz pa nisem vedela, kaj sem se pa kje vam kot, ko so bile stope. Tam sem imeli 3 kamne mlinske, pa sem tam odkot počepnila. Ker nisem vedela, kako pa. Pa so pa not vdrli v hišo, pa koliko se je modil, da so vse pokradli. Tu je šla vsa moka, pa žit, pa vse. Še druga moka, ko so imeli ljudje, ko so mlin pripeljali. Vse v štalo so šli, se prašiče so kar postrelili, pa so na vozove naložili, sem je že konje, pa na vozove seboj. Pa tam je bil mlek, pa kar je bilo, vse je šlo. Pa so po gor hodili, pa na mlin, pa tam, jaz sem pa gledala, ko so svetili, tiste partizanske kape so se videle po sten, pa čakala, kaj bo. Še da je se tresel. Ja, tako ne je bilo, je pa brat bil na postojanki, je pa videl, je rekel, pri nas se dol doma nekaj hodi, ko se je videla baterija, luč, je šel tam na hrib, da se je dol videl. Pol so pa začeli dol streljati, so pa začeli na mine metati domobranci. Tisto je pa lik zraven hiše, počelo fajn, takrat so pa rekli, bežmo, hitro. Pa so pa šli, tako sem pa jaz tudi govorila na tem tistem kotu, če ne bi bilo, bi še vse pregledali, pa bi tudi mene dobili. Tako sem pa ostala. Pa, zdaj sem zmolkla, malo težko govorim. Pol je pa, tisto se nehal, jaz pa grem malo nekaj ven, pa pridem obvežal, na tlik so bile pa nekaj ketne, ne vem kako, sem mislil vse pokrast, pa je pa zaropotal, da sem pa letela nazaj, sem skrit. Pa spet ni bilo več, pa le grem počas, pa pridem tja, pa začnem klicati, ata. Ja, ki si pa bila? Sem rekla, tam manj skrita, jaz so vse pokradli, da te nisem videli, sem rekla, pa mi niso. Pol je pa se šla za tam cedela, so rekli, ki sta pa one dve. So rekli, one dve so pa gotovo odpeljali. Je rekel, prav posle so šli pošlatati, če je gorka, če smo res bili doma. To so ravnali, ne. No, pol je pa se začel že malo dan delati, sva pa začela skozi okno gledati, se mi je pa zdelo, da grejo dol domobranci. Sem pa ven letela, pa sem mahala, da pridite, so pa prišli. Ampak nismo imeli zjutraj tudi žlice, pa lonca, nobene skride, vse je šlo, vse so pokradli. In takrat mame niste več imeli? No. Mama je pa kdaj umrla? Mama je že 35 let umrla, ja. Tu je bilo pa pol že, ko so začeli 42 ali 43, se ne vem točno nikdaj. Jaz če nisem bila takrat porečena, ne, Kako se pa spomnite prvih pobojev, ko so jih partizani naredili, izvedli? Ko so začeli pobivati ljudi, ja. Ko so žlahtali vsi, ko so mašinjatov pa to, mi smo v sorodstvu z njima, ne. In so odpeljali vse takrat. Romana so iskali, ga niso dobili. En čas je živ, kur je vas pripolje, pa ni bilo več varno, so rekli, domobranci, tam nisi vršet nekam stran.
Enkrat so prišli, pa je videl, pa sta zbežala še enega prijatelja, gost, pa sta pa prišla, ne vem kam, Krvin, Pišk, pa sta pa šla v Ljubljano nazaj, ni bilo več vodno. V Možiljetove so pa prišli iskat, pa pobrali, pa se jih peljali. Ja, pa ona 4 mesece, 3 mesece starega otroka imela. Ja, takrat smo se pa vali, veste, ko se je pa tu začel. Je pa, naravno smo se bali. Pa smo začeli v Šentjošt hoditi, spat. Smo v Smodino obajt ležali, na sebe ne vem koliko. Pa zato je pa domov, prav s strahom. Če ni že požgan, pa če niso pokradli pa to. Nikoli nismo bili pol več valni, nič. No. Pa so pa uvili še v Botanju Starke že v 2. Tudi so naši bratranci, pol je oče Starka že bil tukaj en čas pripoljen. Pa so naredili tiste bunkerje, v Kurji vas je bil eden, da sem malo merkala, ne pa videli, če bi kaj bilo. Takrat, ko so pri nas kradli, jih je bilo veliko, to je bila cela, ne vem koliko jih je, so imeli vozove, pa konje, pa partizanov. Pa ste kjerga poznali? No. Ne. Niso bile domačini? Takrat je bilo tam, sem toliko jih videla, ko so prižigali, pa so se tiste špičaste kape partizanske na sten videli, nobenega jaz nisem videla, nič, nobenega ne. Enkrat, ko sem ga že pričela, ko sem pri Polde živela, so tudi prišli skozi. Takrat je bil pa še ven doma, se je pol hitro nekam skril. Pa so celo spodaj so šli skozi, pa v hišo, pa smo malo kaj pobrali, pa spet naprej. Vzeli so pa sestro mojo, pa deklo. Pa ti pot kazali. Je rekla, kako bomo kazali, se vas je tok naprej, se dobro veste za pot. Pa so še nas naprej, pa pri Botku so šli. Tam so pa začeli spet Šentjošta dol streljati, pa tiste mine metati, rekel se je. Takrat si pa one dve z roko se zdržali, pa butili noter v potok za Hrmovje, dol pri Botku. Pa si se ti z Hrmovje, takrat je pa vse letel naprej, pa vse zmešal, nobenih mende ni pogrešal. Drugač, kam bi jih vlekli, jaz ne vem. A ne, dobro, a že ne bi bilo nič to, ne. To je bil stalen strah, pa smo se bali, nikoli nisi bil več nekaj varno, ne. Nikoli nismo vedeli, kdaj bi prišli, pa kaj bi naredili. Takrat jaz so tudi, so prišli, ko so vzeli one dve, jaz sem na vrh ležala, pa otroka sem imela, ki je bila stara takrat, ne pol leta, morbiti. Pa v otroci so gor ležali, pa so pa noter začeli hoditi, a žihar gremo tle noter, takrat so bili še mehni nekateri, so se tudi bali. Pol je pa eden prav dolg, je pa bil, takrat je bil Andrejček, smo rekli, je bil že in je zelo vodo piti, je rekel, malo so se otroci bali tudi. Je pa še v kuhinji eden bil, en po ladljicah gledal pa tam, kaj bi pa rad? Sem že in sem prišel vodo piti, je rekel. Pa je pa hitro leto nazaj gor. Pa je pa tudi on počasil in se ni dosti bal, in tam nekaj pokradil, nekaj nara je bilo pa ne vem kaj, pa šel. Ja. Pa one dve so odpeljali, ne. Mama pa služkinjo. Ja, ne vem. Kdaj ste se pa poročili? Pa so se pol 43. jesen poročila. Je bilo pri domobrancih pa. Enkrat smo šli s Šentjošta, smo bili dol na Vrhnk tudi, se nismo upali več gor biti, pa ne vem koliko časa smo bili dol na tisto, tako pa so na postajank, ne vem, v pier hiš pa kje smo bili. Ja. Če so enkrat začeli pa žihati, se pol vsak večer je nek gorel v Šentjošta, ne. Mi smo kar čakali, kdaj ga pri nas tudi, lih toliko smo bili stran, da... Ja, no, tako je bilo. A se Italijanov kaj spomnite? O ja, pri nas so enkrat, v Juri so bili Italijani, pa so prišli včas skozi. In enkrat so rekli, da pa noč je eden okoli naše hiše hodil, so rekli, a je v štaj bil, a je mislil, kaj je krast, kakšen sam.
Nekaj se jim je sumljiv zdel. Pole pa, zjutraj pa sta pa šla, ata sa kar misli, če je kakšen še leži gor na štali. Sta rekli, greva rezanca rezati, viš, ko smo, pa sta šla, pa tam začel France brat, tam z vilom nekaj, pa se je nekaj zabliskalo. Ste bile pa 2 bombe nastavljene. Viš, oni so toliko znali, ker nas niso mogli drugače, so pa del so pa Italijani prišli, so naznanili, gor se partizani skrivajo. Ata so pa rekli, hitro nesem gor delič naprej, pa zakopal nekam tiste bombe. Pa sta pa še vse pregledala, če bi kaj več bilo. V polne približili pa Italijani s tankom, pa oklopni avtomobili, pa se so zapodli, pa po hiš, pa po štali. So rekli, da pa vemo, zakaj so Italijani, je pa naznano. Pa če bi dobili, pa bi nas lahko požgali, pa nas odpeljali. Italijani so bili tudi svine, po domače povedano, ne. Ja, takrat smo se rešili, hvala Bogu, zaradi tistih bomb, ko bi ste bombe dobili, pa bi spet, ja. In česa se pol med vojno še kaj posebnega spomnite? Stalno se rekla, v 6 mesecev smo hodili spat, tata zakona, naprej pa voz, meni pa sestra so pa z biciklem šle, da smo rekli, da bojo še bicikli pokradli. Zjutraj pa nazaj, prav gledali, pa s strahom šli, če ni spet kaj kod nastavljen, pa kaj so pokradli, pa kaj ne. Pa so pa rekli, pa to se jih ni, ne vem, kjera armada je partizanska ali kaj je bilo, da so nekam šli, ja. Domačini smo pozvali in so dobro vedeli, da smo, kdaj smo nazaj prišli, ne. Dnev so bile doma, zvečer smo šli pa ven. Ni bil lahak življenje, no. Mi smo dosti prestali. In kako je bilo pale, ko se je pa vojna nekako končala? Pa smo pa bežali, ne. Ja. Pa so bila madva že v svojih hiš noter. Ampak po noči Matevž šel spat na postojanko, včasih šla v Kavač, da so bile tam skup. Jaz sem se bala. Enkrat so šli mum, smo bili že noter, pa hiša ni bila. Je pa meni, da je eden rekel, tukaj noter ni verjetno, ta hiša še zdelana ni, ker ni bila spucana luč, pa nič, smo vse pogasili, pa vse, da ni nič. Pa so šli naprej, neben, koliko sem se takrat jaz bala tudi, da bi je prišel noter. Ja, pa pol je bilo pa treba bežati, ker so pa enkrat že šli partizani z Logatca sem, pa proti Vrhnik, je priletel Matevž, pa tisti Kolman je bil, Kolman, ki je imel malo, tisti je prišel, kaj pa čakajte, rekel, bežte hitro naprej. Pa sem pa jaz tam plenice to brala, ker sem se žušila zadaj, pa da malo nam kruh sem dala noter, pa ena kila putra, tam je bil en kosu, ne vem, Matevž je mogel nekaj nekod ponesti. Pa smo tam nekaj tačka, pa smo šli. Pa smo pa šli, ta prvi večer smo prišli do Hodešča, tam pa so Krajnikov bili. Smo tam spali. Pol drug dan smo šli pa v Žabnico. Pa je pa mogel z Žabnice Matevž še s tistim našim slabim avtom še v Ljubljano nekaj za domobrance je tiskatelj pelet. Partizani so bili pa že tam po Logatcu, pa vse posod. Tako smo pa prišli, pa smo pa naši pa silili naprej, je rekel, pa smo se v ponedeljko, torek, na Karla Pokol, nas je bilo star tovoren mehten avto, pa nas je bilo tam polhen gor na avto, je bil župnik, pa kuharica, pa brat njegov, pa učiteljica, pa jaz, pa soseda s 3 otrokom, sestra moja pa soseda, so šli karkoli za nam. Pa smo šli, pa smo pa šli za Žabnice, pa to, da smo čez Ljubelj prišli. In smo tako srečo imeli, takrat jih ni bilo partizanov gor. Nemci so že bili, pa tam smo videli na mrtve vojake, pa nas pa niso pustili skozi tunel. Skozi tunel samo vojašna gre, na neč civili. Pa so pa tam se, ne vem, so se nekaj dol streljali, pokal je pa ti stražar letel ven, Matevž je pa pognal noter v tunel. Pa je streljal za njim, pa smo že
imeli srečo, da smo šli, ne. Pa smo pa prišli mi na drugo stran dol v Borovlje. Dol so pa tudi po dnevu so bili partizani tam mende, pa po noč tam so pa od krajnika brata zajeli, da starejša, ta je zmanjkal, tam ga ni bilo. Pa so pa prišli do Dravskega mostu, nas pa spet čez most niso pustili. Begunci so pa že bili tukaj, pa dol pod Ljubeljem, pa skozi je že bilo, mi smo bili pri prvih, ne ve. Je pa Matevž je pa znal tam, se je pisal Hauptmann, ki je imel v Škofji Loki trgovino, Matevž je pa vozil mu prej, a nekaj za trgovino, pa je pa znal. Pa je on, je pa nemški znal, pa je šel prosti za rekel, tu je moj prijatelj, pustih se vidiš, je držina, pa smo šli čez. Druge so pa tam zajeli in tiste so vse odpeljali pa pobili, kar je bilo še tako tovoro, tam je bil pokrajnikov brat, pa še ne vem kater. Pa smo pa tam v ene šoli spali, a smo eno noč. Naš je pa sam naprej silil, on je hotel jeti v Italijo. Je rekel, tam pa je prišli leži, pa on pa bolj, pa da pa se treba to obati, ne. Pa smo pa šli druga noč, smo bili pa v Beljaku. V Beljaku je pa takrat je pa že Nemčija propadla. So pa že ljudje z vojaških magazinov nemških kradli pa nosili von, kar se je kaj dalo, ljudje so brž videli, ne. So rekli, Nemčija je kapitulirala, konc bo, se smo še mišli, pa tam nekaj nabrali, pa gospod Kunstl je bil hud, ne krast, je rekel, krast se ne sme. Je rekel, Matevž, kaj bomo pa jedli. Pa je naložil gore žaklje fižola, pa hresa, pa vse sortna, pa enih aluminijskih laborjev smo dobili, pa nekaj enih žlic, se nismo več s seboj imeli, ne. Tisto smo imeli pol, ko smo šli vsak dan malo naprej, pa smo kipar prišli vas zakorili, pa smo kuhali tisto pa jedli. Pa Cunjeva pravi, pa obeselke na hrnovje. Pa smo prišli gor na vas, je bil nebohod, je rekel župnik, da je pa smo pa kmetu prešali, pa je videl, vsi so bili pa fajn. Nismo druga, je rekel, bote na štalj spali, pa nismo druga zastopili, ker je rekel, nihče sem. Ne bi otroci, pa kakšno pa, a ne. Je pa rekel, župnik, imam že jaz gledal, da ne bote kakšne škode naredili. Pa smo še pa drug dan, tam smo imeli maše, pa smo še pa naprej. Pa smo pa prišli že gor proti Lijencu. Takrat je pa prišel tisti odlok, da 10 kilometrov od meje ne sme noben se pojaviti, ne, se že Amerikanci so bili leži gor, se ne vem, leži. Tisto dal ven. In tako smo mi tam gor ostali, nismo mogli čez pa v Italijo. Ja, pa smo pa gor ostali, ne, pa je bilo. Na hišo smo se vselili, pa smo bili noter, moški pa so na štalj spali, jaz pa druge tudi. Samo jaz pa v Kolmanovah so imeli mehne otroke, so pa tam v hiši spodaj stali. Pole pa smo bili tam en čas, pa so moj mož pa so hodili malo v kmetov delati, da smo zaslužili pa še mlek, pa kakšno hrano. Pa smo pa dobili karte čez en čas na občini. Pa smo imeli pa, je pa enkrat Drava, prav deževal, je pa Drava nasip predrla tam en kraj. Tam je bil pa potok in je pa tisnil potok v goru, tam, ko smo mi bili, so bile 3 hiše. Kako je voda drla gor, kam smo rekli, kaj bo pa zdaj, pa je že v hiše prišla, je bila že not kot peč, pa smo šli pa kje v Majno. A ne, da smo se ženske že nismo mogli, nas sem moški mogli že na hrbtu noske čez, da nismo pa otroke naporili. Pol je pa prišel župan dol gledat, pa žandarmerija, pa je rekel, tukaj ne morate vi biti, pa boste mogli nekam jeti. Pa sem pa jaz šla pred v lager, takrat smo še na tisti štalj gor zgoraj lahko spali, pa sem pa šla prost, so pa že bili begunci. No in tam smo pol bili, pa smo pa šla, logari so že bili takrat, Slovenci vse, pa sem pa rekel, mi nimamo kje biti, Drava je vse poplavila. Pa smo pa šli, pred drug dan smo šli v lager, pa pobrali, kar smo imeli, pa smo šli. Župnik je dobil tam v vasi, v Faroš so ga sprejeli, to drug pa
Kukor vas razumem, se vi niste v Vetrinju ustavili. No, neč. A, tako zanimivo. Vetrin pa nismo... Ko ste imeli avto in ste šli zato čim dalj naprej, ne? Ja, on startoval na avto, jemo pa jo. Jemo pred 2 avta, pa enega sem v Nemci vzel, enega pa pol že v Jugoslaviji. Pa od Hrvati dol neko Zagreb, Hajdovo, pa vsega Evropenega. Vse je zgubil, ne, pa star avto kupil, pa ima uvozil v Križem, pa s tistim smo pa pol bežali. Ja. In pa ste se v lager preselili. Ja. Pa smo pa dobili tam lahali hrano, pa vse kot drugi begunci, ne. Pa nas je še, enkrat je prišel dol en angleški oficir na konu, zato ker tam v Hmajn so bili šatori, pa so bili noter ruski begunci. Pa so jih pa začeli nazaj, da bo vsi morate jeti nazaj pa nazaj. Nekateri so raje v Dravo poskakali, so rekli, so plavali po mrliči dol. Nekaj so v Hmajno bežali, nekaj so šli. Tisto nas je pa spet toliko prestrašil. Pa se pa tam za svoje reči zakorili, tam v Hmajn so imeli šatore. Pa vselek smo šli mi gledati, pa smo spet nekaj nabrali tam, me je bil župnik spet toliko hud. Ja, je rekel naš, kaj bomo, mi imamo otroke, en soseda je imela 3, pa jaz pa Kolmana so imeli 5 mehkih otrok. 5 ste jih že imeli takrat? Ne, tako 3 soseda, 3, pa Kolmana enega, pa jaz enega. Pa vselek smo tam, jaz sem tam na tuhno vzela, sem je imela pol, ne vem, še v Ameriko sem je prinesla, ne vem. Če bi pa tam zgoreli, pa ljudje so kradli, ne, mi pa nismo nič imeli. Ja. No, pa smo pa tam v Lahari smo pa pol dobili hrano, pa vse pa tam. Dokler nas niso z Lijenca v špital, so ukinili tisti Lahar pa. Tisti Angleža še, je prišel na kon, pa je italijanska ura, so prišli tisti Angleži iz Italije. Pa tam pa spraševal, pa kako, pa kaj je predstavljati, da so begunce, pa kot ste Slovenija. Je toliko italijansko govoril, da smo še mi zastopili. Pa je začel, tudi je kaza. Da jutri se preštimajte tle, ob 10 bo prišel tovornjak, vas bo naložil, pa boste šli. Takrat so se pa ustrašili, je pa župnik, je itak gor, pa v Faroš bil pa eni žid, ko so se pisali, en je bil profesor, en je bil gospod, en pa ne vem kaj, so gor, tisti so pa znali, tudi en je znal angleško. Je pa šel tam naš gospod, ki bi znam povedati, on je pa šel k tistemu angleškemu in rekel, te ljudi jaz poznam, pa nazaj jih spravljajo, pa namarajo iti, pa je on napisal, da brez njegovega dovoljenja ne sme nas neben nekamer peljati pa siliti. Pa je prišel drug dan, točno ob 10, kot je rekel, in mislil, da bomo kršili. In so pa tisti papir pokazali, pa je pa pusto pa je šel. Ti packa leži še, za Vetrinja so jih dali še nas tle vse, ne. Tu je mogel biti tam. Če bi Matej šel sam, bi verjetno ga ubili, ali kako, ne? Če bi šel z domobranci nazaj. Gotov, ja. Tako da je bila posebna... Ja. Pol je pa še Kolman, ki je izvedel, da je ona znam Tirola, ki pa hun, se tudi z Vetrinek skril, mož njen. Aha, Kolman ni bil z vam, sem žena, Mara. Ja, Mara, ja, Mara. On je bil pa pol dol, se pa je pohmal, pa je pa s Celovca skozi pohmalni šel, pa tako, da se je skrival, ki je izvedel, ki smo mi, da smo, da je prišel do nas. Se takrat je bil še Škof Rožman gor v Tirolak, nek tudi skrit, kako bi rekel, pa nekaj takih, ne. Ja, pol je pa smo pa bili vsi skupaj v Lahari, ampak tiste Angleže smo pa zamerkali. Če bi mi takrat gor ne imeli tistih žitkov, pa da je pri Talmaču, on bi prišel pol 10, pa nas bi na trak naložili, pa nas bi peljali, ne. Pa smo že drugič srečni bili. Ja. Če ni na meni, jaz pravim, pa ni, da. Ja. Koliko cajta ste bile pol v špitalu? Dva so bila, 11 let smo bili v Avstriji. Jaz sem pol imela enkrat na pljučnico prav hudo, pa so nas pa še z Laharja enkrat vrli. Da smo nekateri, ki oviramo repatriacijo, so za komunisti zatažili. Seveda Angleži so pa
poslušalih. Pa so prišli enkrat tudi dejati, da bomo šli, smo se pa skrili, leteli gor v vas, Lavant. Je bila gor ena baraka, so predelali, pa so pa še Mateo že pol gor malo tišlaru. Pa smo tam zbežali, pa nas pa niso v Logarju dobili, ker so prišli, ne. Nekatere so pobrali, pa so bili v Velikovcu zaprt. Mi smo pa pol bili srečo, da smo ostali dol. Pa smo bili pa 9 mesecev gor od zunaj. Pol je bilo pa malo bolj, smo šli pa prosno tisto angleško, pa imam, da če žiha nazaj v Logarju pridemo. Nas je bilo več, so bili eni pleškotovi, pa je bil en prnišek, taki, ki so vsi bili na listi, ne. Viktor naš se je bil tudi, ampak on je pa šel v ameriško cono, ki je prav vaden, se pa pisal Tominec. Eden je bil v Logarju, ki se je pišel Dominje, se je pa skoraj tako tisti pa z Nemcem delal mende prej. Se pa ti iskali, se pa imeli na listi tudi Viktorja, pa je šel prej čez, so šli nekateri čez. Mi pa nismo mogli, kam bomo šli, rekel Matevž z majhnim otrokom, kam boš, kako boš pa bežal? A ne, so rekel, kar bo pa bo, pa smo pa ostali v Logarju. Pa smo bili pa v špital dol, pa smo prišli pa na Vlince, pa v špital, pa ko so nas ven vrli, smo dobili karte, smo lahko hoditi čakati za mlik, tam na uro ali pa 2, ko smo prišli na vrsto, je pa zmanjkal. Jutri zjutraj je pa zvečer mora biti. Se je tako prehladila, sem imela prav na hudo pljučnico, pol po tismu. Pa mi je pa tista pljučnica na pljučih pustila. Pa nismo mogli umiriti, če pa nisi imel čistih pljuč. Se smo bila pol 9 mesecev v bolnici, vsaka bolnica, prav samo za begunce je bila gor v Zebuhu. Pa so bili 9 mesecev tam, pa so me pa dali, Ivica je bila pa takrat stara, že pol nekaj kupa. Je pa vzel gospod Kunstl na Koroški, ki je bil dolen far, pa Ančka Župancova, ki je bila njegovost. In se je pa dol vzela, sta rekla v Logarju, bo imela bolj hrana, pa zunaj, pa se je mi otrok smilil, ne. Se je rekla, kdo bo pa, jaz v bolnica, kdo bo pa otroka. Tam je bila nam Rakova, vse je bila dobra, tista, ki je hčerka knjiga napisala, Moje brazde. Jelka. To je bila Jelka, ja, Jelka takrat še ni bila, ampak mama pa ata. Ona je pa za Ivico prav skrbela, ona pa dol šla. Pa je bilo pa dolg časa dol, malo pa smo pa začeli za naprej delati, kakšne. 11 let smo bili mi v Logarju, ker nismo mogli naprej. To ste bili eni, najkasneje ste skoraj šli, a ne? Matevž je pol delal, ja, pri enih kompanijah je tudi pol trak vozil, pa da je zaslužil, ne. Pa smo pa čas, pa smo pa bili enkrat čisto zadnji, pa so pa še enkrat so z Madžarske prišli eni begunci, ti so predzdobili vse, da so šli naprej, mi pa čakali v zad. Pa smo pa bili enkrat sprejeti, da bomo šli naprej. Nekateri, ene 2 družine so pa bile počrjeni in tudi naprej jih niso vzeli pol, pa so morali tam ostati. Tam, je bilo. Ja, no. Kako pa je pot v Ameriko izgledala? Mi smo šli z ladjo. Ja, takrat je pa Ivica je pa že tam v šolo hodila, je že naredila 4 leta. Razrede pa bila že v Meččanski naprej, tako tle je high school, tam so pa smo pa v Ameriko šli, pa jaz se že precej navadila angleško šol, se jih učili, pa smo pa prišli v Ameriko, takrat je bil že Viktor tukaj, pa sestrična je podpisala, da je bila sponzor nam, pa smo pa tukaj začeli. Jaz nisem mogla, 2 let nisem naredila, jaz sem bila tukaj suha, jaz sem imela sem, ne vem, koliko 100 kil, pa še nekaj, sem bila suha, sem nabavna, pa hrane ni bilo. Ko smo takrat z Logarja so nas vrgli, pol litra mleka je dobila Ivica. A ne, če bi otrok spil, enkrat toliko spije. Pa je rekel zjutraj Matevž, daj mi majčken mleka v kafe, jaz bom cel dan fejs delal, pa zame ni nič ostalo, ker črn kafe sem še pila, pa smo šli po Hmajn, da smo
jahane nabirali, pa še kakšne jurčke smo čas dobili, da smo dobili končni polt karte, niso brž. V Lohari smo pa imeli nekaj dobrih, eni v kuhen delal, in je ti zvečer prinesel v kakšen kanžen malo župe, pa kaj v kuhen dostal. Pa je mogel nas skrivaj nesta, ne se je bal, če je kdo dobil. Pa smo preživeli tako, ne. Pa smo bili pa gor, ne vem, precej dolg, pa smo pa lahko šli enkrat nazaj v Lohar. Ni bilo luštno, ni bilo luštno. Tukaj ste si pa pol družino ustvarili še. Tako. V Ameriki ste si družino še... Ja, še ena hčerka je bila, ona je bila v Avstriji rojena. Aha. V Ameriki nobena več, no. Enkrat sem zgubila vmes. Se vidi, ker ni bilo hrane, pa zdravil, pa vse sorte. Ona je bila v Avstriji rojena. In ste pustili vse hišo, vse, kar je bilo, ste dol pustili, ne? Vse, vse. So prišli, pa so vse pokradli, A hišo je Matevž začel delati? Ja, ja. Moj oče je dal svet, pa veliko lesa nekaj delal, Matevž je pa pol dobil zidarja, pa sam pa tu. Dnev je malo delal, po noči šel pa na postojanko spat, ne, ker ni bilo. Pa smo pa bežali, so pa predvsem vse zaplenili. Se mora biti takrat, mi smo šli noter v novo hišo, tam so prepolje živeli, ne, tam so imeli otrok svojih, pa ni bilo zdravo, vse je bilo plesno še not, se ni bil zicu. Je rekel, zdravnik, jaz sem tistega dobila tudi na pljuče, ker ni bilo zdravo, ne, pa nisem bila močna, pa ni bilo hrane, pa vse vplivo.